Ajdovski podjetnik Aleš Štrancár je prejel tožbo, ki jo je zoper njega vložil premier Golob, potem ko ga je Štrancár na omrežju X primerjal z italijanskim diktatorjem Benitom Mussolinijem. Objava je presegla vse meje dopustnega političnega diskurza ter posegla v čast in dobro ime Roberta Goloba, so zapisali premierjevi odvetniki, ki od Štrancárja terjajo 20.001 evro odškodnine. Pravo skropucalo pa je tožbo komentiral Štrancár in dodal, da bi se glede na vsesplošni kaos moral opravičiti Mussoliniju, ki da je za razliko od Goloba poskrbel za svoj narod. Špela Bezjak z Rim. Na relaciji Golob-Štrancár, ki velja za enega najostrejših kritikov aktualne oblasti, se je sicer zaostrilo, ko je ajdovski podjetnik po celi Sloveniji, kot je pojasnil, v imenu pokojnega prijatelja zakupil plakatna mesta in jih opremil s protivladnimi sporočili. Ustavimo golobja norosti, pa denimo piše na enem od dveh novih plakatov, ki jo je Štrancár napovedal pred nekaj tedni. Je to nekaj, kar je še v nekem intervalu spoštljivem, oziroma ali po vaše tudi taki zapisi grejo čez to postavljeno mejo? Vsaka konstruktivna kritika je tudi zelo na plodna tla naletela pri nas in tega se bomo tudi naprej posluževali. Če gospod Štrancár že nekaj časa dela s to kampanjo, bomo pa videli na volitvah, kako uspešen bo. Golob po 3 letih kljub absolutni večini v parlamentu državo zapušča v razsulu. Še ocenjuje Štrancár in napoveduje, da bo v prihodnje komuniciral še ostreje in pogosteje.